Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni iz vsebine oddaje. Dan suverenosti in tekmovanje v streljanju z vojaškim orožjem. Odprtje razstave lepote preteklosti in sedanjosti. Osrednja žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. Predstavitev rekonstrukcije Špindlerjeve ulice in priključnih ulic. Predavanje Zadnji bistriški atemsi. 9. tek in hoja Zaupanje. 80 let od ustanovitve pohorskega odreda. Velika gasilska vaja na Cero Pragersko. Novinarska konferenca o problematiki umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju. Kegljačice Impola neodločeno proti Proteusu. Odbojkarice Bistrice premagale tudi Ljubno. Nogometaši Bistrice visoko premagali velenjski Rudar. Na strelišču Velenik pri Slovenski Bistrici je v soboto potekalo državno prvenstvo Zveze slovenskih častnikov v streljanju z vojaškim pehotnim orožjem. Po tekmovanju je območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica v veteranskem centru Brinje pripravilo še slovesnost ob dnevu suverenosti, na katerem so zmagovalnim ekipam podelili pokale in medalje. Hkrati so se podelila tudi priznanja mladim iz okoliških osnovnih in srednje šole za izjemen literaren prispevek na natečaju Moja domovina Slovenija je tako posebna. Prireditev so popestrili s kulturnim programom. Torej, danes je bil dogodek Zveze slovenskih častnikov, obeležujemo dan suverenosti. To je pomemben dogodek za vse, ki delujemo na obrambni strukturi. In Zveza slovenskih častnikov deluje po celi slovenski vojski, vključuje tako častnike, vojake, podčastnike kot civile. Vsi tisti, ki čutijo potrebo, da prispevajo k obrambi in varnosti domovine. Jaz mislim, da smo Slovenci skozi od leta 1991 naprej, verjetno tudi z mano, pa sem bil del tega osamosvojitvenega procesa leta 1991, preveč lahko jemljemo to samostojnost. Torej, pa ne zato, da je bilo samo 10 dni vojne, torej bila organizacija tako dobra, da je bilo 10 dni in mi vsi smo bili organizirani, torej cela družba je bila tako dobro organizirana, da smo to uspeli izboriti svojo samostojnost v 10 dneh. Jaz se bojim, da tega razumevanja več ni bilo, da vsakič, ko nam je bilo boljše, vsakim dnevom, ko nam je bilo boljše, smo pozabili, ignorirali to varnost in obrambo in težko razumemo, da se po svetu lahko zgodijo zadeve, ki imajo tudi na nas same potem nekakšen negativni vpliv. Jaz mislim, da varnost ni dana vrednota, za njo si treba vedno prizadevati in boriti. In jaz verjamem, da imamo še vedno močno jedro v slovenski vojski, v obrambnem sistemu, v civilni zaščiti lokalnih skupnosti, da tudi če pride do krize v širšem območju, jaz upam, da nikoli več ne bo pri nas, da bomo znali odreagirati in da bomo znali to krizo nekako pokontrolirati vsi skupaj v zavezništvu in v Evropski uniji. Moramo vedeti, da v Evropski uniji smo doma, v NATO smo pa varni. To je tisti slogan, ki je vedno bil in to dokazujemo tudi danes. Zveza NATO je ena najmočnejših in najbolj organiziranih zvez organizacij na svetu, deluje že preko 70 let in je obstala in stoji in se širi. Torej vidimo, da sprejemamo nove članice, vsi si želijo v to klub priti noter v ta klub. Imamo Švedsko in Finsko, oziroma Finska je že, Švedska je na poti, tako da jaz mislim, da smo lahko varni in srečni, da smo v tako veliki zvezi, kot je Zveza NATO in da smo mi tudi dajemo prispevek k temu. V Bistriškem gradu so v ponedeljek odprli razstavo z naslovom Lepote preteklosti in sedanjosti. Člani 14 društev upokojencev predstavljajo delček raznolike ustvarjalnosti. Razstavo sta pripravili Medobčinska zveza društev upokojencev Slovenska Bistrica in Društvo upokojencev Slovenska Bistrica. Zbrane so uvodoma nagovorili predsednik Društva upokojencev Slovenska Bistrica Gabriel Cintauer, direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica Herta Žagar, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Slovenska Bistrica Stane Skubic. Tokrat smo razstavo poimenovali Lepote preteklosti in sedanjosti. Razstavljamo fotografije, slike, ročna dela, kot so vezenja, bačkanja, pletenja, klekljanja, šivanja ter druge unikatne izdelke iz lesa, stekla, kamna, gline, šibja, kovine, blaga, usnja, papirja, ki so bili znanilci nekega časa in so znanilci časa, ki ga živimo. Z razstavo želimo ponovno pokazati, da lahko v tretjem življenjskem obdobju
zaživijo različne ideje, hotenja, zamisli za ustvarjalnost, za kar v aktivni dobi morda ni bilo dovolj časa. Z razstavljanjem ponovno dokazujemo, da je čas v pokoju lahko še kako zanimiv in pester, da je lahko poln ustvarjalnosti in izpolnjevanja idej in hotenj in da je čas v pokoju mogoče izpolniti in izkoristiti na 1001 način. Želimo pokazati ne samo, da so naši člani spretni, da imajo umetniško žilico in navdih za ustvarjanje, pa tudi da imajo zbirateljsko strast. Prav zbirateljstvo je tisti delček te razstave, ki nam odstira čas in lepote preteklosti, ki se odražajo tudi v starih fotografijah. Poskrbeli smo tudi za tisti del, ki pokaže spretnost in znanje naših članov kot fotoaparatov, delavnic, od platna in čopičev stopijo v najpomembnejši del naših domov. To je, ko stopijo v kuhinjo. Pripravili smo razstavo peciv, kolačev, potic in še kakšno drugo dobroto boste našli. Vse to vam želimo pokazati in ne samo to. Želimo, da vse, kar smo pripravili, tudi poskusite in poplatnete s kozarčkom rujnega. Dovolite mi, da se v imenu Medobčinske zveze Društva upokojencev Slovenska Bistrica zahvalim vsem, ki ste prispevali svoja dela in se potrudili, da je razstava pestra, zanimiva, vredna ogleda in pozornosti. Hvala tudi vsem vam, ki ste prišli, da z nami delite trenutke veselja ob tem zanimivem in za nas pomembnem dogodku. Razstava bo na ogled do 16. novembra. Na prostoru pred kostnico na pokopališču v Slovenski Bistrici je v sredo 25. novembra potekala osrednja žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v občini Slovenska Bistrica. Govornica na žalni slovesnosti je bila magistrica Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora. V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim ob tem spominskem obeležju ter tako izrazim globoko spoštovanje žrtvam povojnih pobojev, ki so se zgodili v teh krajih kmalu po drugi svetovni vojni. V dnevih, ko se spominjamo svojih pokojnih, je prav, da se spomnimo tudi na vse vojne in civilne žrtve množičnih povojnih pobojev. V času po drugi svetovni vojni je takraten politični režim izvajal razne oblike političnih pritiskov, ki so jih izvajali nosilci oblasti preko svojih represivnih aparatov, vojske, policije, sodstva ter varnostno-obveščevalne službe. Pritiski so se vršili zoper tuje državljane in tudi zoper notranje politične nasprotnike, ki so zaradi različnih dejstev postali grožnja nosilcem oblasti. Država je to predstavljala kot ohranjanje javne varnosti, reda in miru ter ščitenje lastnega družbeno-političnega sistema. Očitno oblastniška samovolja je takratne vladajoče politične elite je s preganjanjem dejanskih ali, kar je še pomembneje, potencialnih političnih nasprotnikov s sodnimi postopki ali brez izvajala hude kršitve osnovnih človekovih in državljanskih pravic, aretacije, izvensodna kaznovanja, usmrtitve, zlorabe nadzora nad ljudmi, kakor tudi prirejene politične sodne procese. Bil je torej čas, ko se je o življenju in smrti odločalo na osnovi sovraštva, maščevalnosti, laži in ideološke zaslepljenosti. Nam, Slovenkam in Slovencem, je kot majhnemu narodu druga svetovna vojna zapustila zelo težko breme. Povojno nasilje je bilo na slovenskem Štajerskem usmerjeno predvsem na civilno prebivalstvo. Oblasti niso preganjale le prebivalstva nemške narodnosti, temveč tudi Slovence, ki so bili premožnejši ali so bili priznani kot politični nasprotniki. Decembra 1945 in januarja 1946 so jugoslovanski partizani v protizračno zaklonišče tukajšnje tovarne Impol zaprli več kot 7000 slovenskih in hrvaških civilistov,
nato pa vhod zaklonišča minirali. Med žrtvami je bilo tudi veliko žensk in otrok. Kasnejši postopki odkopavanja in sežiganja trupel leta 1948 so bili še grozovitejši. Ta zločin, genocid slovenskega naroda, velja za enega najhujših partizansko-komunističnih zločinov po drugi svetovni vojni in je znan tudi kot slovenski Auschwitz. Neizprosno bolečino te krutosti nad človeštvom pa je nato stopnjevalo še dolgoletno zanikanje zakopanih in več kot očitno zavrženih človeških življenj. Napredek človeštva lahko dosežemo predvsem z minimizirano navzočnostjo prizadejati zlo in v povečani sposobnosti soočanja z resnico v sebi. Največ, kar lahko danes storimo za zamolčane žrtve povojnih morij, je torej spoznanje, kam nas lahko privedejo manipulacije, zaničevanje, hujskanje, zaslepljenost in strah. Ne pustimo si jemati dragocenega časa za nesoglasja, ki nam preprečujejo, da bi navzven nastopili kot en narod. Zato se v čast žrtvam in v želji po boljši prihodnosti zavežimo k ohranjanju miru, pravne države in enakosti za vse državljanke in državljane. Naj nas ta spominski trenutek opominja, da nas preteklost uči, kako naj gradimo prihodnost, v kateri ni prostora za nasilje in kršenje človekovih pravic. Živi smo tisti, ki moramo premostiti vse razlike in ustvariti pozitivno okolje, da bomo lahko skupaj zaživeli bolj človeka vredno življenje. Venec, ki ga polagamo, pa naj simbolizira našo odločenost pri strmenju k omenjenim vrednotam. Vsak od nas predstavlja mozaik v naši družbi. Bodimo strpni, bodimo tolerantni in bodimo tovariški drug do drugega. Prijatelji. Najspoštljiva komunikacija odpira vrata do sočloveka in najrazumevanje drugačnosti botruje boljšemu jutri. V imenu Republike Slovenije kostnici na pokopališču Venec položila Urška Klakočar Zupančič. V imenu občine Slovenska Bistrica pa je kostnici na pokopališču Venec položil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica z delegacijo. Predtem je pri rovu A na Zgornji Bistrici Venec v imenu Republike Slovenije položila magistrica Karmen Furman, poslanka Državnega zbora. Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar je z delegacijo Venca položil tudi k spomeniku na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici in pri rovih na Zgornji Bistrici. V prostorih Srednje šole Slovenska Bistrica so v sredo 25. oktobra predstavili investicijski projekt za rekonstrukcijo cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi ulici in na priključnih ulicah v Slovenski Bistrici. Projekt je uvodoma podrobneje predstavil direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek. Marsikdo je že kaj prebral, marsikdo je že kaj videl, krajevna skupnost je aktivno vključena. Tu je kako vprašanje, marsikdo je tudi mene kaj poklical na občino strokovne službe. Nekako dejansko, če želimo ta projekt nastaviti in ga tudi izvesti, ga pač ne moramo izvajati brez vas. Marsikje bo potrebno narediti ureditev parcelnih mej. Eno je pač tisto, kar je ogrejeno v javno dobro, kjer so meje definirane. Naloga nas je, da se pripravi projekt do nivoja gradbenega dovoljenja. To se pravi, da bomo lahko vložili na pravno noto za pravico do gradnje, to se pravi na nivoju DGD, da pa lahko pripravljamo projekt na nivoju DGD, pa moramo imeti covno delovanje, nekako tudi lastniško, zemljiško, knjižno urejeno. To pomeni tam, kjer te stvari niso urejene s sistemom, da je javno dobro, se bo pristopilo k posameznikom, lastnikom zemljišč, da se bojo tudi pridobivale služnostne pravice, tam, kjer bo to mogoče, tam, kjer pa to ne bo mogoče, pač gradnja takega sistema pač nam bo mogoče, da bomo lahko to gradili. Mi bi to radi, to že v fazi priprave vseh izhodišč za pripravo gradbenega dovoljenja. Zdaj, tule sem se tudi pač govoril nekako zapisati, zdaj, kaj pa bo doletelo vse uporabnike. To se bo enkrat, bomo tako daleč prišli, bomo imeli gradbeno dovoljenje, ko bo investicijski program, ko bo to v proračunih, ko mogoče kasneje več strokovne službe župan.
bo dejansko vsak posameznik, vsi priključki pa vse se bo spravilo na parcelne meje lastnikov zemljišč. Vsi lastniki zemljišč, lastniki stanovanjskih objektov, bodo pač morali opustiti greznice. Te greznice bodo mogli pač sprazniti, to se pravi odpeljati te greznične gošče in se priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. In prav tako se bodo izgradili nove vodomerne jaški, zdaj ponekod tam, kjer so žili v skladu z nekimi predpisi, se bo lahko ohranili, večinoma pa gre za gradnjo novo vodomernih jaški, kjer se bodo tudi izgradili vsi novi preklopi, kjer se bodo vsi stanovanjski objekti priključili na novo zgrajeno vodovodno omrežje. Več o pridobivanju gradbenega dovoljenja in zagotavljanju potrebnih sredstev za obnovo Špindlerjeve ulice in priključnih ulic je na predstavitvi povedal dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Kar se tiče gradbenega dovoljenja, to je že bilo zelo jasno povedano, je treba pač med drugim po vseh soglasodajalcih pač pridobiti zemljišča, ali služnostne ali lastninske pravice. To je preizkus, brez tega gradbenega ni možno začeti dobiti in brez tega ni mogoče začeti delati. Ni ista situacija, kot je bila recimo v Kajuhovi, ker se je to še malo paralelno delalo. To moramo vsi vedeti. In v bistvu lahko blokira celotno investicijo, ki je pa vredna tudi 6 milijonov. Res pa je, da bomo verjetno glede na pač možnosti pridobivanja sredstva iz kakih drugih virov tudi samo dinamiko investicije potem prilagodili v smislu faznega pristopa. Če imamo zdaj en del čist, če bom tako rekel, kar se tiče seveda delo je smiselno naprej, če to seveda zakonodaja pač dopušča. Zdaj pa kar se še pa tiče seveda tega drugega dela investicijskega, oziroma finančnega, jasno je, da je dinamika odvisna seveda od financ. Zdaj, kar se tiče financ, v tem trenutku situacija ni ravno, bom rekel, bleščeča. Vemo, da smo priča havariji v Sloveniji. To je pobralo številne potencijalne vire sofinancirane iz drugih naslovov, vse zaenkrat, nacionalnih, pa tudi recimo evropskih naslovov. Je pa res, da še nova finančna perspektiva, ki je sicer formalno že odkljukana, še pa ni prav stekla, in mi si obetamo iz tega naslova vseeno sredstva, ki, če jih bo možno pridobiti, bomo jih namenili prioritetno tudi v ta projekt. Ampak v tem trenutku vam ne znamo povedati, pa jaz mislim, da neki ministri ne znajo nas povedati, če bo mogoče to tako spirati, ali pa ne bo v tem trenutku, jaz ne rečem, da ne bo čez par mesecev drugače, pa čez pol leta, je pa vse tudi odvisno od razpisnih pogojev. Zato, ker so pač problem, ki ga mi v tem primeru imamo, je ta, da mi v bistvu ne zagotavljamo novih priključitev na čistilno napravo, ampak obstoječe priključitve. In to je eno od parametrov, ki je vse do zdaj bil odločilen, kar se tiče možnosti kandidiranja na razpise ali pa ne. Tako so že prej povedali. Ampak ne glede na to, mi bomo seveda prosta sredstva usmerili v ta projekt, ko bodo zadeve izpolnjene in bomo probali poiskati tudi vse druge vire, ki bo možno pač najti, če bo možno. Je pa tako, da včasih tudi o teh stvareh se ljudje zelo lahkotno pogovarjajo, ne samo z EU-ja dela, ni čisto tako. Zelo malo se lahko še fazi časih da potem dejansko delati in kandidirati, ko smo na konkretnih zadevah. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v četrtek 26. oktobra v Bistriškem gradu pripravil predavanje z naslovom Zadnji bistriški Atemsi. Predaval je Viktor Ajt, vodnik pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica. Atemsi so več kot 300 let krojili življenje lokalne skupnosti in širšega slovenskega prostora. O mecenstvu grofa Ignaca Marija Atemsa I. je veliko znanega, malo manj pa o življenju članov družine od konca 19. stoletja do leta 1945, ko so Atemsi zapustili slovensko ozemlje. Na predavanju so predstavili vezi bistriških Atemsov in službe, ki so jih opravljali. Prav tako so bili prvič videni nekateri dokumenti iz pokrajinskega arhiva Maribor, ki pričajo o vpetosti te pomembne plemiške družine v naše okolje. Dr. Ferdinand Atems je bil zadnji bistriški grof, znan po številnih dobrodelnih dejanjih.
Po drugi svetovni vojni je bil skupaj z ženo zaradi veleizdaje obsojen na prisilno delo, izgon in odvzem celotnega premoženja. Nato pa se je zanimal v kazenskem taborišču v Bresternici junija 1946 izgubila vsaka sled. Jaz sem se lotil teh latrusov, zaradi tega, ker je tema še kar dokaj aktualna. Starejši ljudje, pa tudi mlajši, starejši se še spomnijo teh latrusov, kako so bili tukaj živeli v gradu in so tudi malo nagovarjali, da mogoče bi pa vseeno na predstavitev naredili, tako da so se odločili nekako to malo raziskati, čisto tako raziskovalno moje delo, nekaj seveda iz knjig, ki so že bile napisane o zgodovinarjev. Združenje Europa Dona je to soboto v Slovenski Bistrici v okviru rožnatnega oktobra izvedlo tradicionalno prireditev, že 9. tek in hojo za upanje. Letos smo že 9. leto zapored organizirali v Slovenski Bistrici tek in hojo za upanje. Dodali smo tudi en manjši tek, sicer nam je vreme kar precej nagajalo za otroke, tek za lizike. Veseli smo in predvsem hvaležni vsem udeležencem, tistim našim vsakoletnim zvestim podpornikom, šoli Slovenska Bistrica, srednji šoli Slovenska Bistrica, občini Slovenska Bistrica, zdravstvenemu domu in ostalim donatorjem, ki nam zvesto stojijo ob strani. Brez vas vseh tega dogodka ne bi bilo. Tudi ostalim, ki ste prišli danes in v okviru rožnatega oktobra podprli naše aktivnosti. Predvsem bi želela, da se še zmeraj v naši občini še bolj osvešča, da se prisluhne našim aktivnostim in hvaležni smo, da imamo vašo podporo. Predvsem pa vas vabim vljudno in veselo letos že na drugoletni 10. naš tek v Slovenski Bistrici, ki bo jubilejni, obljubljamo, da bo vesel, zabaven, poln dogodkov in predvsem vseh tistih udeležencev, ki so prišli že pretekla leta. 4. novembra leta 1943 je bil ustanovljen pohorski odred. Ob 80. obletnici ustanovitve odreda sta Združenje borcev za vrednote in obe Slovenska Bistrica in Osnovna šola pohorskega odreda Slovenska Bistrica v torek v avli Osnovne šole pohorskega odreda pripravila spominsko slovesnost. Udeležence prireditve je nagovoril zgodovinar dr. Marjan Žnidarič. Pred 3 dnevi smo praznovali 80-letnico ustanovitve pohorskega odreda, ki je bil ustanovljen pri Črnih Mlakah blizu Peska na Pohorju. In poveljnik odreda je takrat postal dotedanji poveljnik 2. bataljona Šlandove brigade Drago Poglajen, politični komisar pa je ostal Franta Komelj, ki je bil prej tudi politični komisar v bataljonu. Odred je bil ustanovljen z namenom, da na Pohorju okrepi vojaško in politično dejavnost, da mobilizira nove borce in ustanavlja terenske odbore osvobodilne fronte, kar bi omogočilo potem tudi formiranje Pohorske partizanske brigade. Odred je na območju od Maribora do Mislinjske doline ter od Drave do ceste Maribor-Celje vezal nase precejšnje nemške sile. Pogoste odredove akcije, predvsem napadi na železniške in rožniške postaje, so okupatorja zelo vznemirjali. Uvedel je, da bo za pomiritev, kot so to Nemci rekli, Pohorje potrebna velika ofenziva, do katere pa je na srečo zaradi nesoglasij med takratnim vodjo Štajerske domovinske zveze, okupirani slovenski Štajerski Štendlom in višjim vodjem SS in policije v 18. vojnem okrožju Rözenerjem prišlo šele 6. decembra leta 1943. Po zaslugi Petra Podleska, Slovenca v okupatorjevi rožniški službi in hkrati partizanskega sodelavca, se je pohorski odred, v katerem je takrat bilo nekaj čez 180 partizanov, pravočasno umaknil na Janževski vrh, ki ga okupatorjeva ofenziva Snežni metež, kot je bil že imenovan prej, ni zajela. Tako se tudi ni ponovil žalostni in tragični 8. januar 1943, ko je, kot smo slišali, bil nacistom uspelo uničiti celotni pohorski bataljon. Proti partizanom je takrat hajkalo preko 4000 mož, pa vendar se je sovražnikova ofenziva po 4 dneh končala brez kakršnega koli uspeha. Odred se je iz nje izvil brez boja in žrtev. Nacisti so pozneje zvedeli za to Podlesnikovo ravnanje, ga zaprli in tudi ustrelili.
Pred smrtjo je v poslovilnem pismu med drugim tudi napisal: Ni mi žal, da moram umreti, saj sem rešil življenje 400 Slovencev. Samo 3 dni po končani ofenzivi je odred potem nadaljeval z akcijami in se potem, kot smo tudi prej je bilo povedano, na Pohorju pri Primožu vključil kot sestavni del v novo ustanovljeno Zidanškovo, kot so jo tudi imenovali, Pohorsko brigado. S pomočjo zavednega slovenskega prebivalstva, predvsem pohorskih kmetov, je Zidanškova brigada z uspešnim bojem proti okupatorju na širšem območju Pohorja in celotne slovenske Štajerske, ob pomoči seveda vseh drugih enot, 14. divizije pa še nekaterih, vsega skupaj jih je 15 v celotnem obdobju 41-45 na Pohorju delovalo, nadaljevala borbo do zmagovitega konca maja 45. Zato se mi zdi zelo pomembno, na to bi rad posebej opozoril, da vedno, ko govorimo o slovenskem oboroženem odporu v drugi svetovni vojni, govorimo tudi o slovenski narodni zavesti in zgodovinskem spominu. To dvoje je kot neki gradnik obstanka naroda na ozemlju, na katerem živi. Zato moramo na vsakem koraku izražati spoštovanje in globoko hvaležnost slovenskim partizanom, ki so s svojim odrekanjem, hrabrostjo, predvsem pa z ljubeznijo do lastnega naroda, z nadčloveškimi napori v mrazu, dežju in snegu, pod milim nebom, bolj lačni kot siti, slabo obuti in oblečeni, uspešno kljubovali veliko močnejšemu sovražniku. S svojim zmagovitim bojem so postavili temelje slovenske države, ki smo jo dokončno zgradili pred nekaj več kot 30 leti. Dragocen kamen v tem lepem, a s krvjo prepojenem mozaiku je tudi boj borcev pohorskega odreda, katerega nadaljevalci tradicije in nosilci vrednot ste tudi vi, drage učenke in učenci. Zato bodite ponosni na to, ohranjajte spomin na tiste težke, velike dni. Bodite ponosni na boj vaših, zdaj že lahko rečem, pradetkov in prababic. Nekateri od njih so bili takrat samo kakšno leto ali 2 starejši od vas. Nikoli pa tudi ne smete pozabiti, da tistega, ki ceni zgodovino svojega naroda, cenijo tudi drugi. In še to, da narod, ki ne ceni svoje zgodovine, nima prihodnosti. Upajmo, da se to nam ne bo zgodilo. Hvala lepa. Kulturni program so izvedli učenci osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Sotto gore, ricche, arbori
Na dan ustanovitve pohorskega odreda, torej minulo soboto, so se člani Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica borcem in borkam pohorskega odreda poklonili pri spomeniku na Pesku pod Roglo. Na območju zbirnega centra Cero Pragersko je minulo soboto potekala gasilska taktična vaja gasilskega občinskega poveljstva občine Slovenska Bistrica. V vaji je sodelovalo 100 gasilcev iz vseh 11 gasilskih društev v občini Slovenska Bistrica. Vaja je bila namenjena preverjanju in prikazu usposobljenosti in opremljenosti gasilskih reševalnih enot in služb v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini za ukrepanje ob vrstah dogodkov, s katerimi se najpogosteje srečujejo gasilci in zaposleni v centrih za odpadke. Poudarek je bil na štabnem vodenju večjih intervencij med posameznimi enotami, ki so izvajale vajo. Gasilci so prikazali gašenje in reševanje na objektu sortirnice in v upravni stavbi. Poleg tega so gasili skladišče sortiranih odpadkov in plastično embalažo. Poskrbeli so tudi za oskrbo požarne vode iz ribnika in postavili mobilni repetitor. Kot je znano, investitor podjetje Energija na veter načrtuje postavitev 56 vetrnih elektrarn na območju Pohorja, čemur pa odločno nasprotuje lokalna skupnost. Predstavniki občin, krajevnih skupnosti, stroke in civilne iniciative so njihova stališča, turistični vidik, pomen narave in posledice, ki jih prinaša projekt postavitve vetrnih elektrarn na Rogli, Treh kraljih in Arehu, predstavili danes v Slovenski Bistrici. Govorniki na novinarski konferenci v hotelu Leonardo so bili predstavnik civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn Drago Mahorko, Tomi Prosnik za Združena akcija, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, župan občine Zreče Boris Podvršnik, županja občine Ruše Urška Repolusk, župan občine Oplotnica Matjaž Orter, predsednik krajevne skupnosti Tinje Maksimilijan Tramšek, direktor lokalne turistične organizacije Rogla Zreče Domen Vogelsang, strokovni sodelavec Zavoda za varstvo narave Andrej Grmovšek in član Alpe Adrie Green magister Tomaž Ogrin. Slovenjebistriški župan Ivan Žagar je odgovoril tudi na vprašanje, kakšna je komunikacija med občino ter pristojnima ministrstvoma in investitorjem. Mislim, da je bil par let nazaj nek seznanitveni sestanek na občini na to temo, ker smo že takrat zelo jasno povedali, da pač je potrebno zadeve peljati v skladu z zakonom, to je pomenilo državni prostorski načrt. Potem je pa, kar se tiče investitorja, so bili predstavniki investitorja vabljeni na 2 seji občinskega sveta, ker so imeli možnosti tudi predstaviti pač grobo ta svoj projekt, s tem, da so takrat seveda zelo jasno strani svetnikov dobili tudi odziv na sam projekt. Vsekakor je pa svet, kot sem že povedal, takrat ves čas zahteval, oziroma smo zahtevali državni prostorski načrt, ravno zaradi tega, da bi se v sklopu postopka osvetlili pravzaprav vsi pogledi na to vrstno investicijo, tako strokovni kot tudi zainteresirane javnosti. To, kar smo danes recimo na nek način v veliki meri tu predstavili. Ampak gre še tudi za bolj strokovno poglobljeno delo. Ampak temu se je poskušalo ves čas obiti. Mi smo vabili na seje, kot sem že prej povedal, tudi predstavnike obedveh ministrstev, ker zdaj imamo pač 2, ni bilo, vedno so se opravičili, je pa res, da so nam zdaj poslali en dopis, v katerem pravzaprav niso tako rekoč odgovorili nič, razen to, da se pač vodi integralni postopek za en del in da se vodijo ti DPN-ji za tista druga 2 dela, kot sem povedal. Leko pa te dokumente tudi dobite, končno. Hvala lepa, še gospodine. Pa še to, smo se pa z predstavnico investitora pa 2-3 krat pa srečali na soočenih, pa smo izmenjali stališča na primerih, to pa smo, Novinarsko konferenco sta organizirala civilna iniciativa za Pohorje brez vetrnih elektrarn in za Združena akcija. Letošnja kegljaška sezona se bolj klaverno začela tudi za kegljačice in pola iz Slovenske Bistrice. Po 5 krogih so osvojile samo 2 točki. Najbolj pomembno pa je, da so v zadnjem 5. krogu na domačem kegljišču v Slovenski Bistrici igrale neodločeno 4-4 proti ekipi Proteusa.
Kegljačicam Impola v novi sezoni državnih obračunov ne steče vse po njihovih željah, kajti v 5 odigranih krogih so si priigrale samo 2 prvenstveni točki. Po eni strani moramo gledati, da imamo samo 2 tekmi doma, 3 smo imeli gostujoče, kar je seveda za nas težje. Mislim pa, da glede na to, da imamo zdaj še kar nekaj tekem doma, da bi znale to razliko nekako zmanjšati. V 5. krogu so doma odigrale 4-4 proti močni ekipi Proteusa. Dosegle so 2 posamični zmagi in 2 točke dobile tudi za večje število skupno podrtih kegljev, ker je bilo 3346 proti 3290. Današnja točka nam zelo veliko pomeni. Potek tekme je bil sicer v večini dela tekme je bolj kazalo na zmago, ampak na koncu smo vseeno zadovoljne z izbranim izplenom. V posameznih dvobojih sta zmagali Petra Pečunik, podrla je 612 kegljev, in Maja Drevenšek, ki je na tla spravila 576 kegljev. Zelo sem zadovoljna, s tem potrjujem tudi, da sem vedno boljša. Ja. Sem tudi zadovoljna za svojimi nastopi. Letošnje leto se je začelo malo slabše, malo me je tudi bolezen zdelala, drugače pa ja, forma raste in upam, da bo tako dalje šlo. Pa tudi ostale 4 igralke Impola niso bile daleč od uspeha. Najbližje sta bile Špela Kunčič, ki je podrla 543 kegljev in za tekmico zaostala za 3 keglje. Prav tako je Barbara Jurančič 551 keglji za 3 zaostala za tekmico. Vse to pa bodo morale sebi v prid obrniti v naslednjih obračunih za mirnejše nadaljevanje prvenstva. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice so v 4 odigranih krogih, torej v bistriški športni dvorani, 3-krat zmagale in 1-krat izgubile. Sedaj pa gredo na prvo vroče gostovanje v Maribor. V 4. krogu so odbojkarice Slovenske Bistrice zabeležile 3. zaporedno zmago med drugoligašicami Soda Slovenije. Tokrat so poražene Slovenske Bistrice doma odšle odbojkarice, ki so igrale v dresi ekipe Ljubnega. V prvem nizu, ki je trajal 20 minut, so domače igralke gostjam prepustile samo 13 točk. Malo dlje so igralke Ljubnega prišle v drugem nizu, ki se je končal 25-18. Najdlje pa so ostale v igri v tretjem nizu, ki so ga varovanke Marka Pongračiča dobile 25-20 in tako tudi srečanje s 3-0. Meni se zdi, da smo sicer danes malo slabše igrale kot ponavadi, ampak da smo vseeno pokazali dovolj, da smo pač zmagale. To je pa tudi to, ja, mislim, borile smo se za vsako točko, naredile smo to, kar pač smo lahko in je bilo to očitno dovolj. Kolektivna in srčna igra Bistričank je v vsakem nizu dobila igralko, ki je malo izstopila ter dodala tisto več za osvojeni niz. V prvem je bila to, kot je že navada, Mija Sagadin Pristojnik in to s svojimi odličnimi servisi in zaključki na mreži. V drugem nizu je stopala 17-letna Eva Rožanc, ki je odlično igrala na sprejemu, ki je bil še kako pomemben v tem nizu. Pa tudi točke je zapisala na svoj in ekipni konto. V tretjem, ki je bil že tudi odločilen za zmago, pa je svoj igralni čas dobro izkoristila Hana Pahič, ki je s servisa dosegla kar 3 direktne točke. S tem pa tudi potrdila, da so Bistričanke res odlične na začetnem udarcu. To, da odlično serviramo, je pač normalno zaradi tega, ker veliko serviramo tudi na treningih. Da pa naše besede niso iz trte izvite, kar se tiče servisov, so potrdile tudi nasprotnice, ki so na tej tekmi poizkusile vse, da bi na tem elementu igre ustavile domači prestiž. Čisto po domači rečeno bijalski servis. Najbolj zadovoljne nismo, ampak to nam je dalo neko motivacijo, da se bomo še potrudile, pa da bomo nadaljevali, pa da ciljamo na zmage. Seveda pa pač tudi vse pohvale nasprotni ekipi za zmage, ki so si zaslužile. 3 zmage, 1 poraz in 9 prvenstvenih točk je skupiček Bistričank, katere pa še vedno boli uvodni poraz z Rečami. Vsekakor pa se že veselijo prvega gostovanja in to v Mariboru, kjer bodo igrali z ekipo Branika 2. Nogometaši KTM Impol Bistrice so v zadnjih 3 krogih dosegli kar 13 golov. Prav v 16. krogu so v Slovenije Bistričkem športnem parku s 5-1 odpravili Rudar iz Velenja. Tekma 16. kroga med domačo KTM Impol Bistrico
in Rudarjem iz Velenja je imela kar velik trenerski pridih. Kajti v prostorih za trenerja sta si nasproti stala domači strateg Simon Dvoršak in gostujoči Simon Sešljar. Oba omenjena stratega sta bila v igralnih letih, ki sta jih odlično odigrala, kar soigralca v Mariboru. Vendar se o tem na tekmi ni govorilo, kajti v ospredju so bile drugoligaške prvenstvene točke. Te pa so kljub začetnemu vodstvu Knapov ostale v mestu Aluminija. Vendar so v domačem strokovnem štabu imeli odgovor tudi na takšno igro. Trenerji imamo možnost pogledati, analizirati vse tekme in smo točno pričakovali, da bojo tako odigrali. Teda v ničemer nas niso presenetili in ravno zaradi tega je bil tudi plan tekme. Skozi teden smo igravali neke zadeve in predvsem smo šli na ta preskok pa lovljenje druge žoge. Vedeli smo, da preko predložkov bomo superiorni zaradi višine, ki jo imamo in hvala Bogu so naše špice začele devati gole. Sedaj pa k nogometu, ki se igra za gledalce in to žogobrco z veliko lepimi goli. Kot smo že omenili, so Velenjčani povedli v 9. minuti, krasen gol Adriana Blodeka. Vidmar je 6 minut kasneje z golove črte preprečil drugo veselje v tekmi gostov. Izenačenje na 1:1 smo videli v 25. minuti, Kuliš v vsem sijaju srednjega napadalca je zadel prvič. V 36. minuti bi lahko zadel za vodstvo domačih. Že v sodnikovem dodatku prvega dela pa je svojo ekipo vodstvo na odmor z 2:1 popeljal kapetan Lan Vidmar. Tekmo v drugem delu so bolje odprli gostitelji in takoj v uvodnih minutah zadeli za 3:1, strelec Envoga v 48. minuti. 5 minut kasneje je isti igralec takole zgrešil željeni cilj. Razpoloženi domači napadalec Kuliš je za 4:1 zadel v 80. minuti in tako dosegel svoj drugi gol na tekmi. 6 minut kasneje je ob zaključku strela spodrsnilo Kulišu, ki bi lahko dosegel tretji gol na tekmi. Že v sodnikovem dodatku v 92. minuti pa je iz prostega strela Žiga Pesjak postavil končnih 5:1. Moram reči, da ni bilo tako enostavna tekma, ker rezultat mogoče malo vara. Rudar Velenje ima zelo tako zanimivo ekipo, strukturo ekipe, dosti igralcev, ki so zelo živi, tehnično dobro podkovani in ravno zaradi tega smo mi se odločili za en stil igre, ki ga jaz ne preferiram, ampak vzameš tisto, kar imaš in koristiš močne adute in to je točno danes se tu zgodilo. Varovanci Simona Dvoršaka so v zadnjih 3 krogih dosegli kar 13 golov, kar je verjetno tudi klubski rekord doseženih golov v 3 tekmah. Moram reči, da delamo dosti na zaključku, delamo dosti v fazi napada, na treningih, ampak ključna je mentaliteta, razmišljanje in pa določena mentalna priprava na samo tekmo, vizualizacija določenih stvari in upam, da me poslušajo in da delajo to očitno, no, ker smo začeli zabijati. Že v naslednjem 17. krogu pa bistriško ekipo čaka pomembno gostovanje v Lendavi pri ekipi Nafte. Mi se vsi zelo veselimo te tekme. Super objekt, super ekipa, močna ekipa, kandidat za prvaka in proti takšnim ekipam je absolutno, bom rekel, poštarsko gušt igrati.